referent, to je profesor Rok Strgar iz oddelka za zgodovino filozofske fakultete, tako da bomo zadevo srečno pripeljali. V moji zasnovi bo pravzaprav to moje predavanje marsičem podobno temu, kar smo zdaj slišali. Namreč zanima me perspektiva domorodca, tako rekoč. Kako so ljudje, ki so to tranzicijo, ta vojna leta, sami preživeli, ta leta doživljali. To se mi zdi pomembno, ker je to pomembna korektura temu pogledu, ki včasih v zgodovinopisu prevladuje, ki današnje stanje vidi pravzaprav kot nekaj neizogibnega in ki pot do današnjega stanja vidi kot nek dolgi pohod po edini in tako naprej znani poti. Jaz mislim, da se da za tem spremljanjem osebnih izkušenj nekoga, ki ga tukaj imenujem kot poučenega sopotnika, to sliko nekoliko korigirati. Zato bom v tem svojem predavanju najprej na podlagi Milčinskega dnevnika pogledal, kakšen je bil v času vojne njegov odnos do avstrijske države, do nastajajoče Jugoslavije v obeh njenih variantah. Potem bom pogledal, kako so izgledale priprave na novo državo in njegovo sodelovanje v teh pripravah in kakšna je bila izvedba tega. O tem smo sicer danes že nekaj slišali. Na koncu pa bom dodal še tretjo točko, ki se mi zdi vendarle najpomembnejša in se navezuje na to, kar sem prej govoril. Govoril bom o tem, kako Milčinskega izkušnja pomaga korigirati naš pogled na to, kaj se je v teh letih v resnici dogaja. Biografijo gotovo poznate, zato jo ne bom ponavljal, vemo, da je bil pisec, vemo seveda, da je bil tudi pravnik, zato jaz danes na tem simpoziju nastopam. Na kar želim upozoriti je samo tole. V tem času, o katerem govorimo, je bil on pri sodišču v Ljubljani in sicer je nekaj mesecev pred je monarhija razpadla, dobil še svoje zadnje povišanje. Poglejmo zdaj torej na podlagi dnevnika, kaj se z Milčinskim dogaja, kako on doživlja ta čas v perspektivi tega, o čemer danes govorimo, se pravi v perspektivi nastanka nove države. Lahko rečemo, da v začetku se prezentira predvsem kot avstrijski patriot, tako je prav 2. septembra 1914. To lažba. Zgodovina je pravična, kar ima življenjsko silo v sebi, bo ostalo. In 10. septembra. Jaz sem meren, kajte pričakovati je, da pravica zmaga. Naprimer, Rusija, ta ne stvori, težko si drugače mislim, nego da bo razpadla. Ampak seveda hkrati opazuje tudi, kaj se dogaja v njegovi okolici, ni nekritičen patriot. Opazuje ta začetek vojnega absolutizma, kot pravi že 17. avgusta, razpoloženje, brezupna brezpravnost, narodni pesimizem, orgije nemškega nacionalizma in nekaj dni pozneje zapiše v svoj dnevnik nekaj zelo podobnega. Ampak kljub temu pravzaprav pri njemu ostaja neko upanje. In v tem ni edini. 20. avgusta 1914 v dnevnik zapiše, po Ljubljani govori, da bodo dali Slovencem narodno avtonomijo. In v dnevniku tudi ves čas beremo o naših četah, o naši vojski in o tem, kako so se naši na bojišču odrezali. V tem smislu lahko rečemo, da je jasno, da se Milčinski z državo identificira, ni pa do nje nekritičen. In, kot vidimo od tega zadnjega zapisa, pravzaprav pričakuje, da se bo nekaj zgodilo, pričakuje reformo. Že preden je bila razglašena Majniška deklaracija, preden je pravzaprav so se te pobude za reformo oživile, 14. januarja 1917 svoj dnevnik zapiše odgovor, Antante navili so na ZDA so takrat še neutralne, ti hočejo Italiener, Slaven, Rumenen, Čeh in Slovaken. Ali ne bi kazalo narodu samih prej vprašati, ali in kakšno si želijo oprostitev? Kako imenitno bi bilo, če bi se avstrijske narodnosti sporazumele tako, da bi brez hinavčine izjavile, da odklanjajo rešitev od zunaj. In potem lahko skozi dnevnik, tudi potem, ko je Majniška deklaracija že bila objavljena, čeprav tega pravzaprav v resnici ne zazna in to seveda potrjuje to, da Majniška deklaracija v zavest širše javnosti pride šele z deklaracijskim gibanjem, se pravi bolj v jeseni leta 17. Vendar ne zaznamo zapise, ki kažejo na neko upanje, da bodo reforme v smislu neke Habsburške Jugoslavije vendarle prišlo. 2. julija 17. Pa je, da cesar nima nič zoper avtonomno jugoslovansko državo, le modus naj se pove z ozirom na Madžare. 5. avgusta. Položaj je dober, le dozoreti mora. Deklaracijo Jugoslovanov je menda skrivaj povzročil Černi sam. Tukaj seveda vidimo,
kako pomembno vlogo v tistem času, v percepciji ljudi tistega časa igrajo govorice. Nekih zanesljivih informacij seveda ni, krožijo pa številne govorice. Med najbolj bizarnimi, ki jih najdemo v Milčinskem dnevniku, je tista, da naj bi bil predsednik Wilson, to zapiše enkrat pozno, jeseni leta 18, pravzaprav nekdanji prestolonaslednik Rudolf, ki naj ne bi storil samomora v Majvelingu, ampak očitno ušel, emigriral v ZDA in sem postal ameriški predsednik. No, če gremo naprej, 5. augusta 1917, pa pravzaprav 2. marca 1918, že precej poznaje, citira Laura Pogačnika. Let se taje pri glasovanju. Zajdler je bil pripravljen po mesec vso starejšo nemško birokracijo pri vladi so dni, a to bi bili jugoslovani glasovali z njim. Skratka, neko pričakovanje, da bo problem državnosti mogoče rešiti v Habsburškem okviru, najdemo še spomladi leta 1918, še koliko kasneje, aprila 1918, spet citira en svoj vir, sogovornico Pihlerca, cesar je Korošcu, naj le vse pripravi, on bo že podpisal, ona, se pravi Cita, pa da bi bila zelo rada jugoslovanska kraljica. Se pravi, še precej globoko v letu 18 tukaj najdemo neko vero, da je tukaj reforma mogoče doseči, pričakovati v okviru avstrijske države. Vendar sočasno ali pa nekoliko pozneje se pojavijo tudi znaki dvoma. 2. novembra 1917 citira sogovornika, tudi kolega, Regal pripravlja se pravosnova ustave, s katero bomo zaradi naše opozicije kaznovani, ko bi drugače dobili Slovenijo na krožniku. To je vse kazen za dr. Koroščeva in Kladnikove nastope. In Milčinski se pravzaprav strinja s tem mnenjem. Tudi jaz nisem docela prepričan, da je oblika dr. Koroščevega in Kladnikova nastopa potrebna taka. Upanje na boljšo narodno področnost se krči. Pravzaprav vidimo tukaj kritičen odnos do voditeljev deklaracijskega gibanja, do njihovega zmeraj bolj brezkompromisnega odnosa do reševanja tega državno-pravnega vprašanja, jugoslovanskega državno-pravnega vprašanja. Spomladi leta 18 spet navaja sogovornika, Golob, odcepljeni od Avstrije bi imeli vsega dovolj. Milčinski nikoli jasno ne izrazi čisto tukaj svojega mnenja, trenutka nekega preloma v bistvu ne najdemo, ampak vidimo, da pravzaprav to svoje mnenje včasih izraža prek teh citatov različnih sogovornikov. Tudi prek tona to lahko vidimo. 24. maja. Oton, vlada dobila tajni ukaz, spet en sogovornik, da zatera deklaracijsko gibanje, ker je izključeno, da se Kranjska priključi v slovanski državi. Skratka, neko zaznavanje tega, da reforme mogoče vendar ne bo mogoče doseči. In potem 17. julija 1918, že precej pozno, citira Finžberja kot sogovornika, Korošec pri cesarju bo vprašan, kaj dela na jugu, opravljamo svojo dolžnost, Avstrija je pred revolucijo in tako naprej. Cesar mu je obrnil hrbet. Skratka, cesar, od katerega precej pričakuje, očitno ne kaže pripravljenosti na kompromis. In v tem času zaznamo tudi precejšno spremembo tona v Milčinskem pisanju o cesarju. Če se prej pojavlja kot izrazito pozitivna osebnost, cesar, ki reši probleme, ki poskrbi za lačne, ki stavijo v vrstih za kruh na Dunaju, ki kaznuje častnike, ki se grdo obnašajo do vojakov, se tukaj začnejo pojavljati novice o tem, da je pijanec, da se čudno obnaša, da so mu zbrali na postrani treso, ki do njega ni prišla samo zato, ker je Cita zaklenila sobo in tako naprej. En drugačen odnos do vsega skupaj se tukaj pokaže in pravzaprav to že nakazuje to, kar se zgodi potem nekoliko kasneje pravzaprav prelom. Še enkrat, točke preloma tukaj ni mogoče čisto jasno detektirati. Ampak 7. augusta že pravi, vzgoja veleizdaje in tako naprej, spričo sistematičnega oblikovanja jim Slovencem sedaj ne prostane dovolj drugega, nego hladnokrvno se mu spehljati. Skratka, veleizdaja postane nekaj, kar vzamejo za svoje. In še nekoliko kasneje, pri dni 10. augusta 1918, že zaznava, da pravzaprav tudi okolica pričakuje prelom. Prav ljubljanski Nemci poklostani Bürger pravi, jih nikaj doč nacionale, alter krajina. Mar prodaja svojo hišo, da bi imel 600 000. Zanjo podobne novice najdemo v tem času še tudi na nekaterih drugih mestih v njegovem dnevniku in seveda že tudi govorice, kaj prihaja, kakšna bo nova oblast. 15. oktobra 1918 Mesar, kot dober ver, Hribar bo guverner Jugoslavije, ampak vendarle, zgodba še ni čisto končana. Prelom še ni dokončen, saj vsi niso v to prepričani.
sodobniki ne morejo vedeti, če kaj v resnici prihaja. 17. oktober 1918, seveda ni naključen datum, čas cesarjevega manifesta, o katerem smo danes že poslušali, pa še prinešen novico k temu, Ilirija je dovoljena. Jaz, zu spet, da si intrigim, da si dr. Šusteršič, dr. Račič, kaj potem nameravate, ali republiko, ali državo s Karađorđevići, pa še, stvar se lahko tudi nenadoma zasuče, prebivalstvo se lahko izreče za cesarje. Ampak vendarle, dobrih 10 dni kasneje, en dan pred manifestacijo, o kateri smo danes tudi že slišali 28. oktobra, jutrišnjega manifestativnega obhoda se udeležimo tudi uradniki, demokratično, brez cilindra. Pa vendar, dr. Travner ima pomisleke zaradi udeležbe, češ, blamiramo se, ako potem ne bo nič iz Jugoslavije. Skratka, dan pred to manifestacijo, ki ne bi pomenila razglasitev neodvisnosti, sopotnikom, sodobnikom, še ni popolnoma jasno, ali iz te Jugoslavije v resnici tudi kaj bo. To zato seveda, zaradi tega seveda ni nepričakovano oziroma ni presenetljivo, da so priprave na to državo bile pravzaprav precej počasne in nesistematične. 16. oktobra je Milčinski prvič v to vključen, pravi dr. Otoman ima nalog od Hribarja, da izgotovi slovenski sodni statut za vse 3 instance. Rekel je, da ga bo sestavil skupaj z mano. Pogovarjata pa se že tudi o tem, kaj napisali nemški uradniki. Milčinski prav, tisti, ki se niso preveč eksponirali, tiste bomo pustili v primeru, njegov sogovornik pa prav ne, vse. Od prvega do zadnjega bomo odpustili. 18. oktobra spričo cesarjevega manifesta lahko pričnete s slovenskim uradovanjem. To je tisto, o čemer sem danes v diskusiji že govoril. Nekateri to, kar se dogaja, vendarle še razumejo v kontekstu v habsburškem kontekstu, v kontekstu habsburške monarhije. Cesar je dovolil federalizacijo, ni natančno povedal sicer, kako naj bi se ta izvedla, in narodne svete in njihove ukrepe marsikdo razume kot nekaj, kar izvršuje cesarjevo politiko. Lahko bi rekli tudi, da hoče tako razumeti, ampak vendarle tukaj to vidimo. In jasno, okoliščine, tudi osebne okoliščine se spreminjajo, ljudje se prilagajajo. 20. oktobra še en kolega, že omenjen, regali, otroci se mi že morajo učiti hrvatski in lepa naša domovina, in tudi pri njemu doma, delo skriva kože iz prodajalne pod streho, denar opaš stranišča. Prihaja nacionalna revolucija, prihaja svoboda, ampak seveda na svobodo se je treba dobro pripraviti. Glede na to, da so bile priprave, čeprav so na nekaterih področjih potekale že več mesecev, relativno pomanjkljive, ni čudno, da je bila izvedba tudi, izvedba ni bila posebno tekoča. 29. oktobra se Milčinski sprašuje, ali dobimo 1. novembra še plačo. Pravijo, da denar je že nakazan in tu. Skratka, en dan prej je sklenil, da bo sodeloval pri razglasitvi nove države. Naslednji dan pričakuje, da bo čez nekaj dni plačo dobil, nakazali pa jo bodo seveda z Dunaja. 30. oktobra, ob 3:45 prišel predsednik, začnejo se stvari premikati, namreč predsednik Evropskega sodišča. V tej priliki sem mu povedal, weil ich kein Freund von überraschenden Demonstrationen bin, teile ich Ihnen mit, dass ich bei der heutigen Sitzung Slowenisch referieren werde. Potem je še dolg dialog, ali naj bi, ali ne bi, sodnik reče, vendar imamo še stare predpise, novih nimamo, prisegli smo državi in tako naprej, ampak to se v resnici zgodi. Ampak ni se zgodil posod. En dan kasneje, Gustl Reich naprej nemško ureduje, tak isto je pri vladi. In danes smo slišali, vlada narodno je razglasila razglašanje sodb v imenu ljudstva. Milčinski v svoj dnevnik zapiše, da je sodnik Travner, tisti, ki je dvomil, a bo kaj iz Jugoslavije, še vedno razglašal sodbe v imenu cesarja, približno v tem času. 9. novembra. Zjutraj na vlado povsod še cesarjeve slike in slične stvari. In, precej poznaje, 20. novembra, mučni so sedanji dnevi, kakor prve dni vojne. Nič se ne ljubi človeku, ker ne vidi jasne in srečne bodočnosti. Dvomim, ali smo spodobni za lastno državo. Prehod je očitno nekaj, kjer ni jasno, kje je cilj oziroma kam ta pot pelje. In danes smo slišali, kako so bile stvari pripravljene, kako so sprejeli predpis, da je treba zamenjati žig z orlom. 13. januarja 1919, se pravi, že v naslednji novi državi, že v kraljevini, bankovci se že dosajo z vsem mogočim državi, naprimer Count Card Deposit Amt in Medley.
In zdaj pridemo do sklepa, do zaključka, do tega, zakaj je ta izkušnja, zakaj je perspektiva sodobnikov pomembna. Mislim, da je treba tukaj reči, da so tam bili te 2 leti, 17-18 nepredvidljiv čas tveganj in čas zelo nejasne prihodnosti. Da je bil prelom s Habsburško monarhijo zelo postopen in zelo počasen, da so trditve, da je bilo že recimo julija 1917 jasno, kako se bo končalo, zgrešene, da jih ena kritična analiza ne potrebuje. In nazadnje, jaz mislim, da je bil nastanek nove države predvsem odziv na spremenjene okoliščine, ne pa rezultat neke politične vizije, vsekakor pa ne rezultat neke dolgotrajne politične vizije, 100-letnih sanj ali pa česa podobnega. Zato, da bi nastala Jugoslavija, se slovenski politiki nedvomno prizadevajo že v predvojnem času in ves čas vojne, kolikor je bilo pač to mogoče. Ampak zato, da bi nastala Jugoslavija izven Habsburškega okvira, so si začeli prizadevati, pa kot vemo, relativno pozno, in da se je to v resnici zgodilo, je po moje predvsem rezultat zunanjih okoliščin, antantne politike, rezultatov na bojiščih, se pravi položaja na frontah in vsega tega, kar je pravzaprav Habsburško Jugoslavijo na koncu naredili nemogoče. Hvala lepa.